Dober večer, spoštovani gledalke in gledalci. Kot smo napovedali minulo sredo in po pogovoru z županom mestne občine Ptuj, dr. Štefanom Čelanom, vam bomo danes predstavili, kako napreduje obnova dominikanskega samostana, ki je eden najpomembnejših kulturno-zgodovinskih spomenikov v najstarejšem slovenskem mestu in v katerem občina načrtuje delovanje novega kulturno-kongresnega centra. Prva faza obnove naj bi bila zaključena že marca, stala naj bi 3,5 milijona evrov, na občini pa že kandidirajo za evropska sredstva za drugo fazo obnove, vredno nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. Kakšen pomen ima dominikanski samostan na Ptuju kot kulturni spomenik, priča tudi dejstvo, da je odgovorni konservator na tem objektu sam direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, dr. Robert Peskar, ki je zdaj z nami na telefonski zvezi z Ljubljano. Dr. Peskar, dober večer, upam, da se slišiva. Ja, dober večer. Pozdravljeni. Vemo, da ste bili prejšnji teden na Ptuju, prejšnji petek, da ste vodili skupino, ki si je ogledala, kako poteka prenova dominikanskega samostana. Ali po vašem mnenju vse poteka po pričakovanjih ali ste zadovoljni z opravljenimi deli? Torej, najprej bi vas rad popravil, da nisem več direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ampak samo vodja ene od območnih enot, torej v Novem mestu. No, to je prva stvar. Ja, dela tečejo seveda že kar nekaj časa. Zdaj najprej moram povedati, da se, tako kot ste že sami omenili, prva faza obnove v tem gradbenem smislu se dejansko zaključuje, nekje marca, aprila bi bila dela zaključena, tega pa žal ne moramo reči tudi za restauratorska dela. Namreč denar, ki je bil na voljo, seveda ni zadoščal, da bi zaključili to prvo fazo, ampak je zadoščal samo za najnujnejše. Se pravi, za restauratorska dela v sami cerkvi, potem za restauratorska dela v delu križnega hodnika, se pravi samo na 2-3 segmentih, in pa v delu južnega trakta, kjer smo odkrili nekaj novih poslikav, nekaj novih fresk. Med obnovo so potekali tudi arheološki izkopi, ti ponavadi nikoli ne sodijo med investicije oziroma nikoli niso načrtovani, vedno pridejo nekako kot neka dodatna dela. Kaj so vam razkrili oziroma ali so na kakršenkoli način vplivali ti izkopi na potek obnove samostana? Ja, seveda so vplivali, tako kot vsa, kako bi rekel, nepredvidena dela vedno vplivajo. Namreč pri arheoloških raziskavah, čeprav seveda so načrtovane, čeprav se približno ve, kaj se bo našlo oziroma koliko časa bo izkopavanje trajalo, pa vendar vedno znova kakšna stvar preseneti in tako se je zgodilo tudi na Ptuju. In sicer že na Dunajščini, torej okoli samostana, kjer je bila predvidena kineta, zračna kineta, in istočasno je bilo v tej kineti predvidena tudi določene strojne inštalacije. Že tu so se pojavile neke nove najdbe, torej neko zidovje, ki je bilo treba seveda ga ohraniti, in to je imelo za posledico seveda spremembo projekta. In že tu, torej v samem začetku je prišlo do spremembe projekta. Potem seveda tudi v sami cerkvi prišlo do kar lepih najdb, in sicer najbolj spektakularna je gotovo grobnica, ki so jo odkrili že v prvi fazi raziskav, in sicer verjetno pripada enemu od najbolj eminentnih predstavnikov plemstva na Ptuju. Zdaj točno še ne vemo, ali je to zadnji ptujski ali je to eden že od naslednikov, to je gospodje Štubenberški. Potem pa seveda še v tem najbolj vzhodnem delu, kjer je bil to v srednjem veku najbolj eminentni del, torej malo pred prezbiterijem, pa že pravzaprav prezbiterij, tam smo pa odkrili tudi grobnice, ki so se seveda nadaljevale v prezbiterij, ki pa danes več ne stoji. Skratka, tudi tukaj so bile lepe najdbe, neko blago, vrsta ostankov in najbolj spektakularno, kot rečeno, pa je seveda tista grobnica, ki je imela tumbo, se pravi približno meter visok sarkofag, ki je segal nad nivo cerkvenega tlaka in ohranjen je samo
spodnji del te tumbe, bogato okrašene, torej kamnoseško okrašene, in pa seveda sama grobnica, kjer sta še dve krsti in sicer, kot kaže, intaktni, in to bo gotovo ena od najlepših najdb oziroma najbolj pričakovana najdba, ki jo pa seveda treba še dvigati, odpreti in tako naprej. Kako kot odgovorni konservator seveda gledate na bodočo namembnost samostana? V tej prvi fazi je največja pozornost in tudi največja želja občine kot investitorja je nekako namenjena postavitvi kulturno-kongresne dvorane, v kateri bo tribuna sedeži. Kako ste pri tej obnovi sklepali kompromise med starim in novim, med tistim, kar mora biti ohranjeno, restaurirano, zaščiteno? Ja, to je bil kar velik problem, namreč obstoječi veljavni odlok o razglasitvi samostana za kulturni spomenik glede varstvenega režima pravi samo to, da je pač mora biti samostan namenjen javni funkciji. Seveda nič pa konkretno kaj, kako, zakaj, a ne, in kje so kakšne omejitve posebne. Seveda v začetku tega režima je seveda navedeno, da se ohranja celovitost in tako naprej, vendar če mi postavimo neko interpolacijo, se pravi neko tribuno noter, pa s tem, da se ne dotikamo nobenih sten, je to pravzaprav zakonsko zadoščeno, a ne. Tako da tukaj je bilo gotovo kar precej zahtevna zadeva. Tukaj smo tehtali, kaj dobi samostan, kaj izgubi. Namreč najbolj pomembno je, seveda, da ta interpolacija, se pravi ta tribuna zaseda precej velik prostor, ampak po drugi strani, ker je toliko odmaknjena od sten, seveda bo vsak obiskovalec še vedno dojel, kakšna je bila ta prvotna baročna prostorina, namreč cerkev je bila, čeprav je v jedru srednjeveška, je bila v baroku močno predelana, tudi orientacija se je spremenila, tako da pravim, da je danes seveda baročna prostornina. Torej, to je bil kompromis. Namreč tehta smo tudi med tem, da ali cerkev, torej, če pustimo tako, kot je, se pravi, bo seveda samostan kot torej, gradbena substanca in tako naprej, je bila zelo vprašljiva. Torej, statično vemo, da se je tudi enkrat kasneje en od obokov podrl in to bi se lahko še kaj podrlo. Torej, že to je bil znak, da samostan, da je v zelo slabem stanju, tako da to so pač kompromisi, ki nekaj dobiš z njimi, nekaj izgubiš, tako da to je pač življenje tako, a ne. Dobro, hvala vam lepa. Vidim nekaj otožnosti v vašem glasu, ko to komentirate, ampak recimo, ker je zanimivo, samostan bo recimo dobil v enem delu tudi talno gretje, deloma na vodne črpalke, ene vrtine se delajo na dvorišču in zanimivo je, ne bo zaradi pomanjkanja denarja tako zvane tretje faze, zadnje faze obnove, ki je tudi po svoje, vse po tem, kar smo do zdaj zasledili, dokaj radikalna. Poleg ureditve okolice ne bi tudi proti Dravi postavili oder in tribuno, ki bi se naslanjala na južno obzidje samostana. Kakšne so recimo bile vaše zahteve vaše stroke v tej fazi obnove, da seveda ne bi prišlo do tega preskoka čez tiste kompromise, o katerih ste prej govorili? Ja, pravzaprav ta del je še popolnoma odprt. Ja? Namreč zaenkrat je ta prva faza obsega samo notranjščino samostana, torej cerkev, torej pritličje samo, medtem ko je to že del ureditve okolice in to zaenkrat še ni definirano. Namreč najprej treba sanirati obzidje in tukaj je problem seveda dostopnost teh parcel spodaj, tako da to so še stvari, ki so še odprte. In te še nismo obravnavali. Dobro, skratka, pride čas tudi za to, ko bo denar in ko bo tudi volja, da se te stvari obnovijo. Zaenkrat vam seveda hvala za ta pogovor, hvala za to, opravičujem se seveda za to, za ta kiks, bom rekel, pri vašem poimenovanju in tituliranju na začetku, ampak ne glede na to, opravljate odgovorno delo in seveda verjamem, da vam ni lahko. Nasvidenje v Ljubljano. Ja, hvala lepa, nasvidenje. Srečno.
Minulo sredo smo napovedali tudi regionalni forum o socialnem podjetništvu in zadružništvu, ki je to soboto potekal v Slovenj Gradcu. Med vsemi tovrstnimi projekti, ki so jih posamezniki in ustanove zasnovali po vsej Sloveniji, še najbolj izstopajo tisti na Koroškem, Dolenjskem in v Ljubljani. Na Koroškem predvsem tisti, ki so povezani z zadružništvom, obdelavo odpadnega tekstila in ekološko pridelavo hrane. Obljubili smo vam, da bomo ob prvi priložnosti v naš studio povabili tudi praktike, tiste, ki imajo konkretne izkušnje s socialnim podjetništvom, in zdaj to obljubo izpolnjujemo. Z nami je Sebastian Pikl, soustanovitelj zadruge Dobrote iz Prevalj. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Predlagam, da skupaj seveda z našimi gledalci si najprej ogledamo prispevek kolegice Leje Vormšek iz lanskega marca, ki je nastal v času, ko je potekala akcija Očistimo Slovenijo, v kateri so osnovnošolci iz Vuzenice najprej izvedli akcijo menjave oblačil, nekako po principu staro za staro ali pa staro za novo, in potem ves tekstil, ki nekako ni našel novih lastnikov, predali enemu vašemu obratu v Dravogradu, zato da bi ga predelali v nove izdelke. Dajmo najprej pogledati ta prispevek in potem bomo nadaljevala pogovor. Telovadnica se je spremenila v pravi bazar. Najmlajši so pomerjali in med številnimi oblačili, ki so jih dopoldne prinašali krajani, našli marsikaj zase. Majčke pa hlače. Dolne hlače pa strico. Kaj pa si prinesla? Mene, ko so mi že premale, pa mama je nesla v veliki škatli. Jaz sem že 3-krat pripeljala. Od vse žlahte vozim, ko so v službi, tako da se mi zdi res fajn. Namen izmenjave oblačil je, da se tekstil ne vrže stran, ampak se koristno uporabi, ponosi ali predela. Ker je tudi tekstil odpadek, ki v bistvu na naših deponijah ga zberejo na leto zelo veliko ton. Oblačila, ki so ostala, so oddali tovarni Dela tekstil v Dravogradu, nedavno ustanovljenemu socialnemu podjetju, kjer odpadni tekstil predelajo v koristne izdelke. Ko so na primer copati, imamo tak sintetični material, katerega ne moramo uporabiti in bi končal na deponiji. V tem primeru bo pa lepo prišel nov izdelek in bomo to potem skušali nadalje pokriti stroške, ker smo neprofitna organizacija in s tem ustvarjali zelena delovna mesta in zaposlovali težje zaposljive osebe. Pod spretnimi rokami nekdanjih delavk Preventa in Toma tako nastajajo torbice, tabureje iz sedalne vreče. V skladišču pa na predelavo čaka še 6 ton tekstila, ki bi sicer končal na odlagališčih. Sodeč po tistem, kar smo slišali ob koncu tega prispevka, vam, gospod Pikl, surovin in dela ne zmanjka? Ne, in ravno to je ta zgodba, ki jo pravzaprav mi razvijamo, in koncept socialnega podjetništva, da poskušamo iz nečesa, kar je surovina, ni pa še odpadek, ki bi drugače prestal na deponiji, in do zdaj je čez 90% gospodinjskega tekstila in oblačil je pri nas pristalo na deponiji, ustvarjamo novo dodano vrednost. In s to dodano vrednostjo uspemo zaposliti ljudi in ustvarjamo nove izdelke. No, moram še našim gledalcem povedati, spoštovani gledalci, če vas bodo v nadaljevanju tega pogovora zanimale izkušnje našega gosta, če imate sami dobre ali slabe izkušnje s socialnim podjetništvom, če vas zanima, kako se lotiti kakšnega projekta, nas lahko tudi pokličete. Gospode Pikla bom povabil, da z vami deli svoje izkušnje in morda bo to pot k uresničitvi še kakšne dobre ideje. Naši telefonski številki boste večkrat videli na vaših zaslonih, tu smo seveda za vas. Moje naslednje vprašanje je seveda, gospod Pikl, kako ste sploh prišli na idejo, da ne vem, združite oblačilnico, zbiralnico starega tekstila in ponošenih oblek. Kaj s takšnimi surovinami sploh lahko ustvarite in koliko so takšni izdelki zanimivi za sodobne potrošnike? Ja, kar se tiče ideje, je bil to en
dajmo reči, malo širši pogovor med partnerskimi organizacijami, med dvema, preden da se je ta projekt začel v letu 2010. In pravzaprav smo mi mislili, da imamo neko zelo inovativno idejo na evropski ravni, kar se je kasneje sicer izkazalo, da to ni res, sam smo si še vseeno sami izmislili. Na zahodu se gospodinjski tekstil in oblačila pravzaprav predeluje že 30-40, nekje recimo v Angliji ali Belgiji že tudi 50 in več let. Pri nas tega še ni bilo. Mi smo nekako zašli v to potrošništvo sodobno, hitro nekaj novega, vsako leto menjati garderobo. Vrednote so se nam spremenile v želji po nekem potrošništvu ali... Mogoče. Jaz bi prej rekel, da te tradicije ni. Zdaj, to je treba, jaz mislim, da tudi na nek način načrtno vzgajati ali pa poskušati dopovedati, da so rabljeni kosi oblačil še, vam bom tudi pol statistiko povedal, pravzaprav na kak način se te po segmentih, recimo ta zbran tekstil potem uporabi, da so ti čisto kvalitetni, nekateri niso stari sploh, nekateri niso sploh nošeni ampak so vredni verjetno 10% cene novega izdelka. Skratka, so kvalitetni, so uporabni, marsikateri je še modern in so skoraj zastonj. To je ta zgodba pravzaprav. In na tak način smo mi pravzaprav približno 20% teh oblačil, ki so uporabna, ki so cela, tudi blagovne znamke, posebej blagovne znamke, pravzaprav v sklopu prvega projekta, ki smo ga, kot ste omenili, tudi kot je omenila kolegica v prispevku, projekta TD Tekstil, pravzaprav namenili za trgovino, ki je odprta v Ljubljani in ta najboljši tekstil, najboljša oblačila tudi prodaja po minimalnih cenah. In to je pravzaprav en del dodane vrednosti, ki jo rabljen tekstil ustvarja. Recimo, če grem še naprej... Oprostite, ko ste rekli, imate trgovino v Ljubljani, kaj pa ne vem, trgovina v Dravogradu, ne vem, Slovenj Gradcu, v Mariboru, drugod po Sloveniji, ali ni takega obsega posla, da bi recimo lahko svojo dejavnost razširili na vso Slovenijo? To je načrt, ampak v sklopu prve faze projekta je bila vzpostavitev trgovine, je bila vzpostavitev obrata za zbiranje, skratka skladišča, za zbiranje, sortiranje in predelavo tega tekstila in na tak način smo pravzaprav mi štartali. Tudi finančne zmožnosti nam ne omogočajo, da bi pravzaprav v letu dni ali pa 2 letih pokrili celotno Slovenijo. Ker to je pol tudi vprašanje zbiranja. Zbiranje, pravzaprav to, kar smo videli v prispevku, je samo en način zbiranja in je to, jaz bi rekel prej ad hoc, kot pa redno ali pa normalno zbiranje. Normalno zbiranje, ker se pač konstantne količine oblačil dobijo, je ponavadi v teh tako imenovanih zbiralnih kesonih. Skratka, posebnih kesonih, ki so tako kot kesoni za odpadke, ampak so namenjeni samo za tekstil, za oblačila in pravzaprav predstavljajo vzporedno linijo zbiranja. Skratka, ker se surovina ne vrže ali pa ne odpelje na deponijo, ampak se v skladišču, kjer mora biti precej čista in tudi fajn, da ni umazana in da je cela na celotnem procesu od odloga pa do skladišča, tudi pregleda, predela. Najboljši kosi, kot sem rekel, grejo v trgovino, en del se predela v nove izdelke, kot smo videli. Nismo videli recimo krp za industrijo, ki se pravzaprav narežejo iz tistega slabšega tekstila, ampak ki ima opojno vrednost in so namenjene za čiščenje odpadnih recimo olj ali pa za čiščenje umazanije. In tako da med 80 do 90% tega zbranega tekstila in oblačil mi ponovno uporabimo za te različne segmente. Ko ste omenjali te posebne kesone, recimo za tekstil, koliko jih je, oziroma ali v tem sistemu ločenega zbiranja odpadkov imamo v Sloveniji, ali je sistemsko poskrbljeno za to, da ljudje recimo lahko odložijo tudi oblačila, ki jih več ne potrebujejo? Ne, sistemsko to ni. Zaenkrat mislim, da so javna komunalna podjetja tista,
ki naj bi po segmentih zbirala različne surovine. Ampak, kolikor se spomnim, po pregledu nove uredbe o odpadkih, tekstil pravzaprav ni vključen v to. In je, mislim, da prepuščeno trgu, da se sam organizira. Tako je pravzaprav na eni strani naloga javnih komunalnih podjetij, da to počnejo, po drugi strani pa nimajo zakonske podlage, da bi to počeli. Oziroma je bolj kot ne prepuščeno njim samim. In skratka tudi iznajdljivosti tistih, da najdejo vas. Tako. Tisti, ki imajo odvečna oblačila, da najdejo vas. Tako. In da ne končajo na deponiji, kar se je do zdaj dogajalo. Tako. Kako ste od začetka projekt financirali? Kako ste sploh prišli do tega, če mu rečemo začetni kapital? Skratka, po ideji, ki smo jo nekako začeli razvijati leta 2010, se je skupina 5 nevladnih organizacij prijavila na projekt Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki je preko Evropskega socialnega fonda financirala takrat, mislim, da možnost zaposlitve za težje zaposljive. To je bil eden izmed izbranih projektov in se je imenoval takrat TD Tekstil. In znotraj tega projekta smo imeli čas 2 leti, da vzpostavimo to, kar sem prej rekel. Skratka, obrat nekje, ki bo deloval kot skladišče, sortirnica in predelovalnica teh zbranega tekstila in oblačil, ter da vzpostavimo tudi trgovino, ki bo del najboljše kose, tako imenovan second hand, ki bo te najboljše kose tudi prodajala. Skratka, mogli smo narediti celoten sistem, na eni strani zbiranja, potem sortiranja in potem tudi prodaje. Skratka, celoten proces. In proces je pravzaprav najprej tekel zelo ad hoc. Skratka, najprej smo organizirali zbiralne akcije, kot je bilo videno, po šolah, po različnih stanovanjskih soseskah. Zdaj, proti koncu prvega dela projekta tega TD Tekstila, ki se je pa zaključil decembra 2012, smo pa že postavili na Koroškem, ker smo si pač Koroško izbrali za lokacijo, kjer se nam je zdelo, da bomo dobili najbolj izobraženo delovno silo in delovno silo z izkušnjami. Skratka, šivilje ali pa krojače oziroma osebe, ki se ukvarjajo ali pa ki so se v poklicnem življenju ukvarjale s tekstilom in oblačili. In smo zato na Koroškem, v Dravogradu, to skladišče tudi odprli. In proti koncu 2012 smo tudi že postavili na Koroškem prvih 5 zbiralnih kesonov. Kot poskus, naš cilj pa je, da bomo v toku letošnjega leta postavili še med 30 in 40 novih in se tudi širili proti Mariboru, proti Velenju, mogoče tudi že v Ljubljani. Do delovne sile še pridemo, ampak predtem me še zanima, koliko teh sredstev, rekli ste, da ste zaprosili Evropski socialni sklad za inicialna sredstva, koliko denarja, kolikšen delež tega začetnega kapitala ste z njihove strani dobili in kakšne so sploh bile v tej tekmi z ostalimi tujimi konkurenti za pridobitev teh sredstev vaše izkušnje, kako se sploh te stvari razvijajo in postavljajo v tujini? To je bil pravzaprav projekt, projekt pač razpis Sloveniji, slovenski razpis. Tako da tukaj tujih konkurentov ni bilo. Finančno je takrat celoten projekt za vseh 5 partnerjev bil vreden malo manj kot 300 000 evrov. Od tega je, mislim, da okrog 104 000 evrov padlo na partnerja Zadrugo Dobrote, za to, da vzpostavi skladišče, da zaposli tako imenovane težje zaposljive osebe v proizvodnji in da začne z delom. In ta denar je bil namenjen za sprotne stroške, za plače ljudi, ampak tudi ni pa pokril celotnega stroška, skratka stroškov obratovanja. Tako da smo že na samem začetku morali pravzaprav vlagati lastni denar. Moram reči, da nam je zelo pomagala tudi občina Dravograd, delno z donacijo, delno tudi z pomočjo, z kontakti z komunalnimi podjetji.
In tudi ostale koroške občine, zdaj, ko ta projekt teče, ko je tudi malo bolj izpostavljen, moramo reči, da tako občine kot komunalna podjetja po Koroški se odzivajo, so odzivna in pomagajo oziroma sodelujejo z obratom, z nami. Za podjetja, zadruge, kooperative, ki nekako nastanejo v okviru socialnega podjetništva, velja, da ustvarjajo tako imenovana zelena delovna mesta. Kaj to pomeni v praksi? Ja, zelena delovna mesta pomenijo ravno to, kar sem rekel, da nek del surovine ali pa nek del nekaj, kar je prej končalo na deponiji, kar je bilo smatrano kot odpad, sedaj ustvarja na eni strani novo delovno mesto, pa na drugi strani pa zmanjšuje količino odpadkov. Skratka, mi smo se umestili točno na sredo med surovino, med nečim, kar je končalo kot odpad, zdaj je pa surovina za nadaljno uporabo in za neko predelavo. To je en del te zgodbe. Skratka, temu se reče tudi zmanjšan ogljikov odtis na okolje. Zaradi tega, ker ta surovina ali pa ta odpadek ne onesnažuje, ampak ustvarja neko novo vrednost. Po drugi strani je pa tudi zelena delovna mesta pomenijo pravzaprav zaposlovanje oseb, ki drugače v tem, dajmo reči, neizprosnem trgu dela mogoče nimajo več ali pa imajo težje možnosti zaposlitve. Ampak, ko rečemo težje možnosti zaposlitve, v prispevku smo slišali recimo, da zaposlujete tudi nekdanje delavke Preventa, Toma, ali lahko recimo eno tako podjetje, kot je vaše, ublaži posledice brezposelnosti, ki jih povzročijo stečaji recimo velikih podjetij, ker vemo, kakšen sistem je recimo bil Prevent? Ne, tega ne more. Mislim, en sam projekt tega ne more narediti. Lahko pa to naredi 100 projektov. Lahko do neke mere recimo en poskus implementacije podobnih projektov, recimo, ki ta naš se ukvarja s tekstilom, recimo lahko bi se tudi z proizvodno hrane, recimo en tak primer, vam bom povedal, smo teden dni nazaj obiskali Italijo v Bologni, smo videli, na kak način se pravzaprav obroki, neizkoriščeni obroki iz šol pravzaprav uporabijo kot možnost ali pa kot hrana za tiste, ki so ostali brez. Skratka, vse tisto, kar se drugače zavrže, to je tudi mogoče recimo s hrano iz trgovin narediti ali pa iz teh grosistov. Skratka, da vse tisto... Samo v Sloveniji pravijo, da se ne da. Mislim, ja. Mi imamo stalno probleme, ne vem, z rokom trajanja te hrane, z Jaz mislim, da se vse da in tudi izkušnje iz tujine kažejo, da se vse te stvari dajo, ampak posredi so marsikdaj tudi čisto ekonomske računice, da recimo, če se bo nekaj dalo zastonj, bo na drugi strani zaradi tega nekdo toliko manj prodal. Na tak način se razmišlja recimo. Zdaj, kar ste pa omenili, ste pa roki uporabe, to je pa čist kategorija, ki je mogoče relativno enostavno opredeliti znotraj nekih pravilnikov in se na tak način tudi potem lahko to izvaja. Čisto na kratko, samo zadnje vprašanje, ker nam že časa zmanjkuje. Kako to, da se vam splača težje zaposlovati recimo drugim normalnemu, tako vanemu rednemu gospodarstvu, pa ne? Zdaj, to je mogoče ta kvaliteta socialnega podjetništva, da je lokalno integrirano. Skratka, naše šivilje absolutno niso konkurenčne izdelkom iz Azije, recimo iz Kitajske, ampak zaradi tega, ker ustvarjajo neko dodano vrednost in predelujejo neko surovino tukaj, ki se tudi tukaj prodaja, in zaradi tega, ker je naša država, dajmo reči, izenačena, kar se tiče stroškov dela in nakupa, smo mi sposobni pravzaprav z prodajo, sicer po rahlo višjih cenah, in tu pride pol tudi zraven noter stvar dizajna pa unikatnih izdelkov, zaradi tega, ker to je naša dodana vrednost, ker izdelujemo unikatne izdelke, hkrati pa poskušamo zelo delati zdaj v nadaljevanju na dizajnu, in to bo zelo pomembno za naš prodor pravzaprav na tržne police
ali pa zato, da bodo ljudje to kupovali, lahko ustvarimo to dodano vrednost, ki potem tudi izplačuje plače tem delavcem. Ti delavci ali pa delavke imajo pa izkušnje, ki jih nihče drug nima, ki jih ne moreš dobiti v šoli, ampak ki jih dobiš z leti dela in so disciplinirani, trdo delajo in to se pozna. Hvala vam za ta pogovor in da ste z nami delili svoje izkušnje. Hvala vam. V naši naslednji oddaji, v sredo 20. februarja, bo naš gost, župan Raven na Koroškem, magister Tomaž Rožen, s katerim se bomo pogovarjali o nasedli ruski naložbi v Rimski vrelec in o letošnjem občinskem proračunu, ki je prestal prvo branje in čaka na dokončen sprejem. Naš gost bo tudi predsednik Mariborske volilne komisije Branko Rajsman, ki nam bo razkril, kdo vse je v zakonitem roku vložil kandidaturo za mariborskega župana, prav tako, katere stranke in liste kandidirajo za 4 izpraznjena mesta v mariborskem mestnem svetu. Hvala vam, spoštovani gledalke in gledalci, ker ste bili z nami. Naše povabilo, da nam pišete, sporočite svoje mnenja in predloge, o čem naj spregovorimo v naših oddajah, ostaja odprto. Obiščite nas na Facebooku in Twitterju. Naslova vidite na svojih zaslonih. Naj vam bo večer še naprej prijeten in nasvidenje.